drage besedoljubke in ostali. Beseda tedna je prijahtelj. Ja, prav ste slišali, prijahtelj. Gre za jezikoslovno gledano mlado, po morju dišečo besedo, ki pa je v tem popočitniškem času razumljivo zelo aktualna. Prijahtelj je posrečena skovanka med besedama prijatelj in jahta. Primer rabe besede, izbrani zapis iz dnevnika. Sedim na premcu, zazrta v čarobno korčulo. Sonce me boža po hrbtu, v ozadju ujamem, kako sta moj mož in naš gostitelj postala prijatelja za vedno. Prijateljstvo je posebna oblika prijateljstva med dvema naključnima osebama, ki udruži ljubezen do jahte v lasti enega izmed njih, ljubezen do brezbrižnih jadranj daleč stran od radovednih objektivov ter in predvsem seveda ljubezen do posla. Prijatelj s prijateljem na koncu jadranja vedno sklene posel. Ali kot sami prijatelji radi rečejo, posel je pol zdravja. Četudi poslovna po značaju so prijateljska jadranja tudi izrazito družini prijazna. Na jahto prijatelji radi vzamejo ženo in otroke oziroma na jahti radi sklenejo kakšno kupčijo tudi v imenu odsotne hčerke ali si izmislijo delovno mesto za ambicioznega sina. Jahte in jadranje seveda niso poceni šport. Zato je poseben del prijateljstva tudi obvezni ceremonial zbiranja sredstev, s katerimi se pokrije stroške plutja in vzdrževanja jahte. Ta nujna obratovalna sredstva se ne zbirajo v gotovini, temveč v obliki dodatnih odstotkov pri že omenjenih poslih. Za dobro prijateljstvo tip ali model jahte ni pomemben. Je pa zaželeno ali skoraj obvezno, da je na jahti dimnik. Dobra prijatelja se rada srečujeta tudi drugod, denimo v hribih, na domu, na tenisu, še najraje na golf igriščih. In tudi tu, na igrišču, je zaželen dimnik. Če se kateri izmed omenjenih poslov sklene med igranjem golfa, se temu reče golfija. Še ena morda nova beseda, golfija, ki jo pa prosim ne zamenjujte za goljufijo. Goljufije se sklepajo izključno na jahti. No, drage moje, to je bila beseda tedna. Znači, če se vas danes 1000 subscriber, grem na kopalnico. Ok, ajde, lajkaj vsaj, no.